Oče se je prvič srečal s klarinetom že v Franciji, v Aumecu. Tam je obstajala neka lokalna godba, nek pihalni orkestrček in izgleda, da je bilo fantu že takrat ta muzika všeč in je verjetno se družil z prijatelji, ki so že igrali pri tem orkestru. Tako je enkrat po naključju bil tam, kjer so pač vadili in mu je tam takratni kapelnik v roke pač porinil klarinet, naključno. In tako se je začelo. Ko so prišli v Trbovlje kot rodarska družina, se je Alojz zelo hitro vključeval, se pravi, je poiskal kontakt pri zopet godbi. In to je bila pač delavska godba Trbovlje, kjer je naredil tudi prve korake. Z Vojem sva se spoznala v glasbeni šoli v Trbovljah. Jaz sem se učila violino pri profesor Marinu, on klarinet pri profesor Hudarinu. In tako sva imela tudi isto pot v šolo in domov in smo se družili in kar nekako samoumevno je bilo, da sva bila skupaj. Mislim, da je godba kriva za vse, kar je s klarinetom dosegel in šel potem s klarinetom, če tako rečem, v svet. Njegovi začetki pa niso bili takoj glasbeni, bom rekel, kar se poklicne poti tiče. On je imel končano kovinarsko šolo v Trbovljah in se je najprej zaposlil kot strojni ključavničar v takratni tovarni Miha Marinko, strojna tovarna Trbovlje, kjer je delal kot ključavničar, mislim, da kakšno leto in pol. In to je bil takrat lep poklic, lepa kariera se mu je odprla in zato je bila odločitev očeta, da ga pošlje v Ljubljano, tvegana, ker umetniška kariera v Trbovljah ni toliko pomenila kot ena trdna kovinarska kariera. V Trbovljah smo živeli na Tereziji z mojimi starši, z mojo sestro v majhnem stanovanju. Ko sva že imela hči Barbaro, se je Voj vozil v Ljubljano 17 let, vsak dan z vlakom. In oba sva si želela čim bliže njegovemu delu. In tako smo dobili stanovanje leta 1969. Sva se preselila v Ljubljano. No in od takrat živimo zdaj tukaj, žal brez očeta. Vuj so ga začeli klicati pravzaprav prijatelji, sodelavci v strojni tovarni Trbovlje, kjer so skupaj delali. Tam je prišla enkrat neka delegacija z Francije in ker nihče ni znal francosko, so šli v proizvodnjo poklicati pač Alojza, pejt v pisarno gor, boš prevajal, ker so vedeli, da je zna francosko, glede na to, da je osnovno šolo obiskoval v Franciji. No, in jasno, on gre v pisarno, posluša in prevaja, kar so se pogovarjali. Ti njegovi kolegi, jih je pa vse zanimalo, kaj pravzaprav počnejo, kaj bo zdaj iz tega nastalo. In so šli vsi na vrata prisluškovati, kaj se dogaja. No, in vse, kar so slišali, je bilo kar naprej neko ponavljanje besede oui, 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 kar pomeni ja, oziroma da po francosko. No, in ko se je vrnil v proizvodnjo, so ga začeli vsi zafrkavati oui, 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 oui. No, iz tega je nastalo Vuj, nekako izpeljanka. In še danes, potem od takrat do danes so ga vsi klicali Vuj in mnogo je ljudi, ki ga sploh ne poznajo pod njegovim pravim imenom, ampak samo pod vzdevkom. On je bil en prvih članov simfoničnega orkestra, najprej igral kot drugi klarinetist, zelo kmalu pa je zasedel mesto prvega klarinetista in tam igral celih 43 sezon.
glasbena mladina Slovenije je imela akcijo, da smo imeli mladinske koncerte po celi Sloveniji. Teh je bilo nebroj. V 30 letih enih 800, resnih celovečernih koncertov pa povprečno sigurno 30 do 40 na leto. On ni bil samo orkestralni klarnetist, on je bil solist, ima ogromno solističnih posnetkov in je tudi abonmajske koncerte igral kot solist. On je po prihodu iz Pariza se je začelo v Sloveniji novo obdobje klarinetistike, zato ker je on prinesel, on je bil izjemen tehničar in tudi zelo muzikalen. Da je pa to dosegel take uspehe, je pa izključno njegova zasluga, zato ker je bil talentiran po naravi, ampak po naravi tudi priden. On je bil takrat že na specializaciji v Parizu vrhunski klarnetist in mi je marsikaj pokazal, kako je treba kaj odigrati skupaj. Često so ponavljala kakšne stvari, da je bolj zvenela stvar, bolj zlito, klarnet in fagot izenačeno. Skratka, vse stransko mi je svetoval. Ko sem rodila prvo hči, ga ni bilo doma. Je bil, ko je prišel nazaj, je bila stara Barbara že 2 meseca. In to, mislim, je bilo kar težko, ne? Sigurno izvira iz Trbovlja, mogoče pa celo sploh njegova ta izraz, ki smo, ta kratek stavek, ki se glasi špilej pop. Mi smo se kasneje velikokrat smejali na ta račun, če je kjer preveč govoril, smo rekli špilej pop, ker ta stavek njegov je imel poseben pomen. Se pravi, vežbaj, igraj, potem pa debatiraj. Vuj je vedno govoril po trboveljsko in nikoli mu ni bilo nerodno poudariti, da je Trboveljčan. Tako da jaz mislim, da sem v Trbovlju ogromno pomenile, vedno se rad vračal v Trbovlje in tudi godbi. Vedno, kadar me je vabil na začetku, me je vabil tja, je rekel, pridi, boš videl, kaj je to, to je še boljš, kot simfonični orkester, malo v šali, malo zares. Ampak on je vedno je tako čutil to pripadnost nekomu, pripadnost Trbovljam, ker je tam zrastel in rad je hodil domov. Ja, rad je hodil. Nam je to ogromno pomenilo, da imamo takšnega dirigenta in prej in kasneje, ker s tem tudi godba je pridobila na imenu, drugi so bolj cenili orkester, tako da mi smo bili tega veseli. Nikoli nas pa ni skrbeli, da bi Vuj pustil godbo in šel kam drugam. Njemu je godba ogromno pomenila. Kakor je sam povedal, je imel veliko ponudb tudi, da bi kakšno drugo godbo prevzel, tudi finančno so bile ugodne te ponudbe, ampak on je bil res Trboveljčan in ga ne bi premaknili na čist Trbovlje. Kot dirigent ni imel kakšne posebne tehnike, ni nikoli se šolal kot dirigent. Tudi praktično vsa leta vodenja godbe je skoraj vedno dirigiral, brez paličice. Pa kljub temu je znal iz godbe izvleči maksimum. Ker je tudi zbiral programe take, ker je vedel, kako lahko ta muzika igra. On je to zbral, da je vedel, da je to lahko, da ne bomo same koračnica pa železninke igrali, da se da tudi kaj bolj kvalitetnega zaigrati. Iz tega je tudi pol kvaliteta muzika ratala. Pred tekmovanjem na Nizozemskem leta 2001 je prišel nek nizozemski novinar v Slovenijo, da bi naredil reportažo o obeh godbah, ki sta sodelovali na tekmovanju. In ta novinar je po en dan preživel z vsako godbo. Pri nas je bil en dan, smo ga pelali na Kum, pa potem je bil tukaj na vaji. Po vaji smo šli pa na večerjo. Beseda je tekla v glasbi, predvsem smo se pogovarjali tudi o obvezni skladbi za tekmovanje. To je bila skladba Aleksandra Komitasa, zelo zahtevna, moderna skladba, težka za igrati, še 3-krat težja za poslušati.
vuju očitno bilo dovolj vsega, ne, da se pogovarjamo samo o glasbi, še posebej o tej skladbi, ne, in je naenkrat pravi temu novinarju, ma kak komitas, šnicl. No in potem je ta novinar, kakor se spomnim, v enem članku napisal, ne, da je res čuden ta dirigent Trboveljske godbe, da ga bolj kot glasba zanima šnicl. Še kot študent sem bil na tekmovanju v Zürichu. Profesor me je spremljal in imel sem težave z inštrumentom. Pokvarjali ali pa slabe so bile blazinice, ten majhen del klarineta blazinice, ki mi v Trbovljah ali pa tudi šire rečemo beledronge, to so še z nemških časov, je ta izraz. In prideva v Zürich v trgovino, seveda je bila kriza, panika, drug dan je koncert, prideva v trgovino z glasbili in profesor Zuman seveda odlično je govoril francosko in je spraševal tampon po klarinet, vse je poskušal, nikakor ni šlo. Potem se nimamo, potem se pa vedela spogledava, pa kako nimajo beledrong v Zürichu. A beledronga, izvolite, tako smo imela polno mizo blazinic za klarinet. Sploh zdaj na koncu je dostikrat sedel tako, je sedel na stolu, ali ne na temu črnemu, ampak na takmu, kakor ta je sedel. Takole noge, roke pa sem kakor da bi malo dremal. Si falil, že po koncu pa v solmizaciji ti je cel lauf, cel tehnično zahteven del, ti je v solmizaciji odpel. Pri njem je bila želja po igranju klarineta tako močna, da je se to pokazalo vsak trenutek, kako z užitkom ga spet v našem orkestru igra. Smo mu ponudili skrajni desni stol, kot koncertnemu mojstru, pa ni želel tega sprejeti, češ ti si zaslužen za rojstvo tega orkestra, pa sedi tukaj, zakazan. Smo praznovali, to je bilo v letu 85, njegovo 50-letnico, ki je celo godbo povabil na Zatrnik. In tam spomnim se, kako je vsazga, tudi nas, ta najmlajše, jaz sem bil takrat star 13 let, vsakom roko dal, ko smo prišli, tako se mi zdel nekaj imenitnega, tak pomemben človek, pa da je meni roko dal. Neverjeten človek, on je bil res neverjeten človek. Vsega je mu za človeka, ni tako, ne vem, čist primer. Čistilka je prišla sem, kakšni profesori jih poznam kar nekaj, ki grejo takole mimo, glavo v tla, ne pozdravijo nič. On je pa zmeraj bonjour, mademoiselle. Nekje sem prebral, da je kot orkestraž imel zelo rad Beethovna, da se ga ni nikoli ne veličal. Kot klarinetist je sigurno briljiral v Weberovih koncertih, rad imel skladbe, ko se je nekaj dogajalo. Čeprav je tudi, kot je on rekel, zelo rad zavižal, Beramo na Adagio je bila njegova uspešnica. Je pa v enem zadnjih intervjuju dejal na vprašanje, katero skladbo bi vzel na Samotni otok, da bi vzel Elgarjev Chanson de Matin in to v priredbi za pihalni orkester, to pa zato, ker je taka lepa viža. Skrbel ga je to, da bo mogoče umrl, sam on je, ne vem, skrivo zgleda in je pa rekel, to že, vse lepo in prav operacija, ampak pa lahko jedu, pršut pa, kračo pa. Sva se tukaj so seboj, smo se smejali. Tako da ja, no, pa smo si dali roke, smo rekli, da ne bo nobenega problema. Jaz sem še rekel, da ga bom poklical, pa sem ga pa hotel poklicati en dan prej, preden je umrl. Kaj pa Nadja že prej klicala, pa mi je rekla, da naj raj mu message pošljem ali pa ne počakam kakšen dan, da je res zelo, zelo slab. Mislim, dobro, to je po operaciji, nimaš kaj, bom počakal kakšen dan. Pa prvega smo pa zvedeli. Me je pa tudi ona klicala. Smo pa zvedeli, da je umrl. Pri nas je bilo tako v družini, da se nismo po imenu imenovali. Zame je bil on vuj ali oči,
Jaz sem bila pa zanj dekle. Nikoli drugače. In to zelo pogrešam. Univerza v Ljubljani mu je podelila častni naziv zaslužni profesor, kar je velik dosežek na življenjski poti. Moram pa povedati, da je ves ta čas ostal izjemno skromen in ta uspeh življenjski ga v njegovem srcu ni nikakor spremenil. Mnogi so ob tem dogodku, ob smrti mojega očeta, jasno onemeli in prva misel je bila ta, da je prezgodaj odšel. In takole, ko pomislim, ko pogledam, zdaj že lahko malce v vzvratno ogledalo, si mislim, pa mogoče niti ni toliko pomembno, da štejemo dneve ali leta, kako dolgo živimo, potem kolikokrat vzide in zaide sonce. Ampak mogoče bolj pomembno, da pogledamo, kaj je v tem človeku vse bilo, kaj je on nosil vse, koliko strasti je imel v življenju. Po teh strasteh, ki jih je nosil v sebi, se ga bomo spominjali.